Imaš izzive s povečevanjem konverzij na Facebooku? Ostani z nama, zate imava nekaj rešitev. Živjo in dobrodošla v novi oddaji Point Out Weekly. Vse o tej oddaji si lahko prebereš tudi v blog obliki in sicer na pointout.si weekly 73, če se ne motim. Seveda lahko to oddajo tudi poslušaš v podcast obliki na vseh agregatorjih za podcaste, kot naprimer SoundCloud, iTunes in tako naprej. In seveda, če si nisi ogledal prejšnje oddaje, ko sva z Zoranom odgovarjala na vaša vprašanja, hiter skoč v tisto oddajo in potem pridi nazaj, zaradi tega, ker tudi v tisti oddaji bo zvedel marsikaj zanimivega. Danes pa z Zoranom govoriva o tem, kako povečati konverzije s Facebook oglasi. Ja, to je področje, ki je precej, kako bi rekel, veliko zanimanja je zanj v slovenskem prostoru, zato sva rekla, dejva to tudi malo več o tem povedati. V Facebook oglasih že dolgo nisva govorila, tam bolj na začetku teh weeklyjev je bilo nekaj oddaj na to temo, ampak zdaj že kar nekaj časa nisva. Govorila sva predvsem o tem, kako sestaviti Facebook oglasa, ne? Res je. Zdaj pa bova skušala to skozi neko debato povedati tiste ključne nasvete, kako dejansko spodbuditi to, da ustvariš več konverzij s pomočjo Facebook oglasa. In po moje, ko govorimo o Facebook oglasih in konverzijah, ne moramo iti preko tega, kako je videti, kakšna je tvoja spletna stran. Zato, ker z večino Facebook oglasov, kjer je fokus na konverzijah, boš ljudi želel nekam pripeljati, na neko tvojo lastno Facebook stran, ki mora imeti urejen Facebook pixel in vse to, ampak bolj pomembno je, da je dobra uporabniška izkušnja tam, kar pomeni, da je takoj vidna tista konverzija, zaradi katere smo ljudi pravzaprav sploh pripeljali na sajt. Če smo v oglasu obljubljali, da lahko nekaj kupaš, mora takoj, ko prideš na pristajalno stran, biti neka možnost, da to tudi dejansko kupaš. Vemo, da ogromno ljudi dostopa do spleta, do Facebooka in vseh teh zadev preko mobilnih telefonov in to je tudi ena izmed takih stvari, ki se mi zdi dosti ključna, kar pomeni, da so pristajalne strani prilagojene za mobilce. Saj vem, to je ena zadeva, ki že itak mora biti zaradi druge stvari, ampak še vedno ogromno opažam strani, ki njim so dobro prilagojene za mobilce. Kar je Zoran izpostavil, je ravno ta povezljivost med oglasom, ki ga ti vidiš na Facebooku ali Instagramu, ker je to vse skupaj skoraj zelo podobna platforma, oziroma se za oba uporablja tako imenovani Ads Manager. Se pravi, da tisto oglas mora sovpadati s pristajalno stranjo. In če grem tukaj ta en korak nazaj na same oglase, te oglasi morajo biti čim bolj vizualni. Se pravi, ko testirate, ko optimizirate oglase, da bodo prinašali čim boljše konverzije, se lahko igrate z različnimi barvami, z različnimi besedami in tukaj odkrivate, kaj vam bo pa najboljše konverzije prineslo. In ponavadi tudi velja pravilo manj je več. Se pravi, manj besed na sliki, kako bi še rekel, se pravi, manj besed na sliki, zakaj tudi? Zaradi tega, ker tudi Facebook nas penalizira, če imamo preveč besed na sliki, ker bo s tem zmanjšal vaše rezultate oziroma boste na klik, ali boste na klik plačevali več, ali pa boste dosegli manj ljudi. Se pravi, da se bo oglas prikazal manjšemu številu ljudi. Mislim, da si zelo pomembno zadevo izpostavil, ker danes, ko Facebook več včasih niti ni spustil, ni potrdil oglasa, če je bilo preveč teksta gor. Danes ga načeloma spusti, ampak mislim, da to ljudje se preveč ozirajo na to, koliko zdaj dam pa lahko zaradi tega več teksta. Na splošno uporabniška izkušnja slabša, zato je tudi bila ta omejitev včasih. Slabša uporabniška izkušnja je, če je veliko teksta na slikah. In zato je to nekaj, kar bo negativno običajno vplivalo na konverzije
če imamo enostavno preveč teksta na slikah. Pomembno je tudi to pri slikah, to se mi zdi zelo dobro, kar si izpostavil, da testiramo, ker vzamemo v obzir to, da je Facebook relativno po barvi bel, clean je. Pač ta modra neka je Facebookova, ampak vsem samo v zadnje je dosti belo. In fajn je, da te slike hitro padejo v oči. Na zadnje ta first impression si relativno hitro ustvarimo. Tukaj mogoče lahko dodava en link ene zanimivega posta, ki govori dosti na to temo, koliko hitro si ustvarjamo prvi vtis, kaj je pravzaprav pomembno. Mislim, da je Conversion XL blog, ki je pisal o tem, to se zgodi v delčkih sekunde, in dejansko moraš z nečem pritegniti uporabnika. In če še imamo slike, lahko tukaj tudi dodava na zadnje videe, gife, mogoče za res konverzijske kampanje videi in pa gifi niso toliko ok, zaradi tega, ker še vsem si želimo, da uporabnik čim prej pride na ta landing page. Ampak, če že imamo video, je fajn, da je ta res dinamičen. To je velikokrat napaka, ki jo naredimo, je, da je tak preveč razlagalen, vse nekako na dolg. Ljudje moramo hitro zbuditi pozornost in zato morajo biti te videi res dinamični. Hitro se morajo nekaj premikati, ključne informacije morajo biti takoj vidne in tako dalje. Ko si omenil video, da ni najbolj za konverzije, si predvsem mislil to, da je dobro video vključevati v kakšno fazo zavedanja na začetku, ko je potrebno ljudi še engagati, spraviti v neko interakcijo, ko spoznavajo produkt ali storitev. Zaradi tega, ker tukaj v tej fazi bodo uporabniki težko že kar nekaj kupili. Ampak po drugi strani, pa če govoriva o tem, da optimiziramo za konverzije, pa to ne pomeni, da video ne bo pokril enega dela v tem našem marketinškem lijaku, kjer bomo mi na koncu imeli kampanjo, ki bo pa lovila tiste zaključne konverzije oziroma bo od uporabnika želela, da kupi tisti produkt na koncu. Se pravi, da se razumemo prav, video mora biti potem nekje na začetku, medtem, ko bomo bolj tisti, ki bomo ciljali na konverzije, ko bo uporabnik že globje v našem marketinškem lijaku in bo mogel narediti tisto konverzijo pač na koncu. Mnogi se sprašujete ali pa se ta trenutek sprašuješ, ampak vsem so neke določene zadeve, ki bi jih rad povedal. Se pravi, vsem bi rad imel neki teksta. Daj ta tekst, ki ga imaš na sliki, probi prestaviti v dejanski kopij oziroma besedilo, ki ga daš v oglas, se pravi, ne na sliko, ampak kot neko spremljo besedilo. Pač besedilo, ki je v postu, v oglasu, kakorkoli. Dolg časa je veljalo, pa tudi danes še vedno veliko oglaševalcev napačno misli, da ta tekst mora biti izredno kratek, se pravi enostavčen. Dejansko pa raziskave, in tukaj je tudi ena zanimiva raziskava Adespressa, to je podjetje, ki ponuja storitev oglaševanja oziroma produkt, app, ki olajša oglaševanje na Facebooku. So naredili raziskavo in dejansko ugotovili, da bolj delujejo oglasi z več teksta. To je, se pravi, ki so napisani vsaj v enem odstavku, v nekih 4-5 vrsticah. Zdaj, zakaj je to tako, je težko v resnici reči, oziroma si več lahko prebereš tudi v tej raziskavi. Seveda je tudi vedno odvisno od ciljne skupine. Pač določena ciljna skupina je pripravljena več brati, tudi od faze lijaka prodajnega, v katerem se uporabnik nahaja, se pravi, kje v nakupnem procesu je. Ampak načeloma se je izkazalo, da daljši tekst celo boljš deluje. En odstavčen, mislim, da je druga, ki je bila, da so bili 3 odstavki, se pravi, da imamo že 10-15 vrstic teksta napisanega. Najslabše se je pa v bistvu odrezal enostavčen oglas. Ta poanta ciljne skupine je res pomembna, in kar je Zoran tudi govoril, je, da moramo pri naši izbrani ciljni skupini tudi testirati, na koliko dolge tekste se bo najbolj odzivala. A bo to ta en odstavek, ali bo po raziskavi, tako je bilo, da bodo to 3 odstavki ali bo 6 odstavkov, lahko se bo naša ciljna skupina odzivala najbolj na tistih 6 odstavkov, ki so šele po raziskavi na 3. mestu. In to je zadeva, ki jo moramo ugotoviti. In takšne stvari se razlikujejo od ciljne skupine do ciljne skupine. In kot si tudi rekel, odvisno, koliko daleč je uporabnik, uporabnica globoko v marketinškem lijaku.
Pri ciljni skupini imamo dostakrat to težavo, kako jo zdaj določati. Ne? In tudi to, ko govoriš, odvisen je od ciljne skupine, ampak velikokrat imajo ljudje že težavo s tem, kako pa sploh določati mojo ciljno skupino. Mogoče imam celo napisane neke točke, moja ciljna skupina je ta in ta, ampak ne znam tega prenesti v Facebook. In dejansko se izkaže v zadnjem času, kar opažamo, je, da če Facebooku damo več podatkov ali pa celo razširimo ciljno skupino, če imamo na začetku težave, da nam kampanje ne delajo dobro, da je premalo konverzij, da jo celo malo razširimo, zato da ima Facebook več podatkov, preko katerih se lahko uči, preko katerih lahko ugotavlja, kdo so tisti ljudje, ki bojo dejansko željeno konverzijo naredili, in s tem dosežemo nekako boljše rezultate. Ker lahko v nadaljevanju te ljudi, ki pa so dejansko naredili to konverzijo, uporabimo in naredimo iz tega custom audience in to uporabimo kot lookalike skupino in s tem dejansko bolj relevantne ljudi targetiramo. Ja, Facebook je čedalje bolj in bolj pameten in tukaj se kaže ta napredek, ki se tudi dela v umetni inteligenci, se pravi v AI-ju. In ja, mogoče oglaševalci v taki meri čez 10-15 let sploh ne bodo potrebni, ampak bo že Facebook toliko napreden, da se bo pač vse skupaj nekako avtomatsko dogajalo. Se tudi veliko govorimo o tem automation marketingu in tudi v eni ali dveh oddajah sva tudi o tem, če se ne motim, govorila. Zdaj, veliko sva govorila tudi o samem marketinškem lijaku, in tukaj, če se naveževa na konverzije in sam marketinški lijak, na začetku, ko je uporabnik, pa ko smo tudi o videih govorili, na začetku, ko je uporabnik na začetku tega marketinškega lijaka, morajo biti te konverzije zelo, zelo mehke. Se pravi, ne smemo biti s temi konverzijami toliko vsiljivi, ali pa bomo bolj postavili vprašanje uporabniku v smislu, a si pa želiš danes sladoled, ali se tudi tebi brbončice v teh vročih dneh kako ne iskrijo, ampak kako se temu reče? Če si ti tudi želiš sladoled, če se ti cedijo sline in v tem smislu. Zaprav, te konverzije bodo na začetku morajo biti bolj mehkejše in morajo temeljiti bolj na emocionalnih faktorjih. Medtem ko globje, ko je uporabnik, uporabnica v marketinškem lijaku, bolj moramo biti neposredni. Zakaj? Ker je že uporabnik, uporabnica toliko delež, da ga ta zadeva res zanima. Takrat moramo biti pa bolj neposredni in doseči tisto konverzijo, za kar smo tudi zgradili ta naš marketinški lijak. Ja, če probava postaviti neko usporednico z naprimer Google oglasi, predvsem search oglasi, jih ponavadi uporabljamo takrat, ko ljudje aktivno iščejo neko zadevo, nek produkt, neko rešitev. Za razliko od Google oglasov pa na Facebooku običajno ljudje ne grejo gor, da bi aktivno iskali neke rešitve ali pa neke produkte, ampak enostavno scrollajo, gledajo čez newsfeed, ki se mimogrede reče, temu se po slovenski reče vir novic, kar se mi zdaj zanimiv prevod, ampak ja, je uraden. Se pravi, scrollajo skozi newsfeed in gledajo slike, videe svojih prijateljev, svoje družine, nekih znanj, katerim sledijo in potem se pojavi tvoj oglas. In ta oglas mora predvsem, tako kot si govoril, zbuditi, igrati na neko noto osnovnih potreb, bi jaz rekel, ali je to neka, ne vem, si lačen, si žejen, imaš strah pred tem, si želiš rešiti svoje, ne vem, te in te težave, zato da nekako zbudi pozornost, zato da mene sploh zanima. In tipičen primer mehke konverzije je, da enostavno ljudi peljemo na našo spletno stran, ne da bi imeli za to nek višji cilj v smislu, da dejansko tam kupijo, ampak samo da grejo na našo stran, da si zadeve malo pogledajo, da se mogoče prijavijo na mailing listo in to je tisto nekako, kar predvsem delamo v začetnih fazah marketinškega lijaka. Ok, to so, mislim, da tista pravila nekako pod narekovaji, ki jim mi sledimo, ko optimiziramo Facebook oglase za konverzije. Tako da, če imaš ti še kakšno svojo metodo oziroma nasvet, ki ga bi želel deliti z našimi poslušalci, gledalci, napis spodaj en komentar in bomo nanj tudi z veseljem odgovorili oziroma še dodatno predebatirali. A lahko jaz mogoče res še en nasvet, ki sem se ga spomnil, pa mislim, omenjam ga zato, ker bo po moje zelo koristen.
To je tisti dodatni nasvet. Ja. Doskrat se tudi ljudje sprašujejo, okay, kako pa jaz vem, v kateri fazi je nekdo, oziroma kako ga jaz lahko predstavljam iz ene faze, rečemo, da imamo 5 faz nakupnega procesa, 5 korakov na našem konkretnem primeru. Najlažje je to narediti custom audience, se pravi, da imamo, ko si ljudje prvič ogledamo, prej smo imeli primer videa, ne? In rečemo, ok, ljudje gledajo video, si pogledajo določen odstotek videa, iz tega naredimo custom audience in rečemo, ok, z naslednjim oglasom pa targetiramo vse, ki so si pogledali vsaj 25% nekega našega razlagalnega videa. In jih s tem, takoj, ko si bojo pogledali vsaj 25%, bojo šli v drugo fazo in tistega prvega oglasa videa ne bomo več kazali, ampak jih bomo že drugega, ki jim ponuja neko naslednjo fazo. In potem enako velja za tretje. Naredimo custom audience in rečemo, vsi, ki so si pogledali oziroma so engageli se s tem drugim oglasom, so kliknili na njega, so šli na spletno stran, karkoli, zdaj jim kaže ta oglas. In tako nekako jih premikamo skozi različne faze. To se mi zdi zelo tak powerful, močen način, kako ljudi v bistvu spravljati skozi prodajni lijak in povečevati konverzije. In kot si to razložil zdaj preko tega bonusa za naše gledalce, to je v bistvu način, o katerem sva govorila skozi celotno oddajo. Ta marketinški lijak in kako kupce vodimo in prestavljamo iz enega bucketa, se pravi enega bazena v drugi, to je ključno pri tem, da povečujemo konverzije s pomočjo Facebook oglasov. Ok, zdaj pa res, to je to. Če imaš kakšen komentar ali vprašanje, ga napiši spodaj. Vesela ga bova. Če si to oddajo poslušal kot podcast, nama tam stisni eno petko, ker s tem boš pripomogel, da bodo tudi drugi videli, ki jih zanima to področje, to oddajo. Ok, to je to za danes in se vidimo naslednjič. Hvala za pozornost in pa nasvidenje. Čau.